Jaz imam tukaj kar obsežno predavanje Učeničnik, se mi zdi zelo pomemben lik. Jaz se pravičujem, to predavanje bo nekoliko tudi, oziroma kar precej kritično sicer do Učeničnika. Bom pojasnil zakaj, se pravi, bo še kar obsežno. Jaz upam, da bo tudi razumljivo. Problem pri filozofiji je vedno v tem, da je filozofija že od nekdaj bila težko prevedljiva v naravni jezik, bi rekli, v jezik, ki ga sicer običajno govorimo. Jaz sem se trudil v tem, zato sem to tudi napisal, skratka, da bo zadeva kolikor toliko tudi širše dostopna. Tako da, ok. Torej, če dovolite, se bom usedel in začnimo. Skratka, naslov predavanja je Aleš Učeničnik in usoda slovenske, zlasti katoliške filozofije, torej teologije, v 20. stoletju. Začel bom to predavanje o Alešu Učeničniku in usodi slovenske katoliške teologije v 20. stoletju s 3 utrinki, ki bodo prikazali pomen, ki ga je imela misel Aleša Učeničnika za slovenski katoliški prostor v celotnem prejšnjem stoletju. Spomnimo se najprej one epizode, ki jo verjetno poznate, iz Terletovega življenjepisa o blaženem učencu Alojziju Grozdetu, kjer življenjepisec navaja pričevanje nekoliko starejšega vrstnika Grozdeta o zrelosti in globokoumnosti Grozdetove misli. Glasi se takole: uganko o Grozdetovem znanju in zlasti globokem razmišljanju o Bogu je pred kratkim rešil njegov sošolec, ki je dejal o njem: bil je reven, nič ni imel svojega, z veseljem in ponosom pa je pokazal na Učeničnikove izbrane spise. To je moja knjižnica, to so moje knjige, je rekel Grozde. Imeli smo vtis, da hoče poudariti, da so te knjige njegovo edino premoženje. To so te knjige tlele. Verjetno jih poznate, marsikdo jih je bral, skratka izbrani spisi z opremo, s Plečnikovo opremo, skratka 10 takih zvezkov, to je 7, to je 10, iz katerih bom tudi nekaj citiral. Tu torej vidimo na primeru Lojzeta Grozdeta, tega odličnega predstavnika slovenske predvojne katoliške mladine, kako pomembno vlogo so imela za njegovo formacijo dela Aleša Učeničnika. Slednji je imel tudi sicer vsestranski vpliv na razvoj slovenske katoliške akcije, katere Grozde je bil ponosen in odličen član. In sicer zlasti skozi njegove knjižice, ki so izhajale, torej Učeničnikove, ki so izhajale v založbi katoliške akcije. Najprej tem omenim, da sem imel lani o Grozdetu in katoliški akciji približno v tem istem času predavanje v Ambrusu, kjer je Grozde prespal noč pred svojim učeništvom. Za tiste izmed prisotnih, ki ste bili navzoči že tam bi rad poudaril, da je pričujoče predavanje nadaljevanje in poglobitev tamkajšnjih ugotovitev. To je prvi utrinek. Drugi utrinek, ki osvetljuje pomen in vpliv Aleša Učeničnika na slovensko katolištvo v 20. stoletju, je pričevanje že omenjenega Grozdetovega življenjepisa dr. Antona Strleta, kandidata za beatifikacijo, pomembnega dolgoletnega predavatelja na Teološki fakulteti v Ljubljani, ki je izhajal iz istega s katoliško akcijo zaznamovanega, decidirano katoliškega okolja kot Grozde in ki z Grozdetom sicer ni delil izkušnje mučeniške smrti, je pa delil izkušnjo intenzivnega preganjanja strani komunistične oblasti, kot je verjetno vsem znano. Strletovo ukoreninjenost v okolje katoliške akcije ponazarja njegovo novomašno geslo Povsod Boga, ki referira na pesem, ki smo jo pravkar zapeli ob koncu maše. Ki jo v teh junijskih dneh jo imamo večkrat priliko slišati, teh dneh, ki so za slovensko katolištvo tako pomenljivi, saj je bil to čas, ko se je pred 80 leti izvrševalo po naših gozdovih nesluteno pobijanje slovenskega katolištva, prav posebej tistega, ki je bilo zaznamovano z duhom katoliške akcije. O Strletu namreč pravi njegov življenjepisec, učenec in nadaljevalec dr. Anton Štrukelj takole, ko poroča o Strletovem odnosu do teoloških profesorjev, ki so ga formirali v Ljubljani, Učeničnika namreč. Od vseh profesorjev je Strleta najbolj nagovoril Aleš Učeničnik, ki je predaval filozofijo. Vedno znova je tega moža citiral, ga branil in o njem napisal tudi nekaj obsežnih razprav.
Strle je dejansko leta 1968 posvetil bogoslovnem vestniku Ušeničniku obsežen članek, v katerem lepo pojasni, kakšen pomen je imel zanj ušeničnik in k čemur se še vrnemo. Tretji utrinek pa je govor, ki ga je imel pred ducatom dni predsednik Nove slovenske zaveze, dr. Matija Ogrin, na vsakoletni žalni slovesnosti v Kočevskem Rogu, ki je bila letos pod Macesnovo Gorico, morda bil kdo od vas tudi tam. V njej je dejal nekaj, kar sem mogoče že kdaj slišal v katerem odgovoru v Rogu, ali na Teharjah, ali v kakšnem članku revije Zaveza, pa vsaj sam nisem tega doživel v tolikšni jasnosti kot tokrat. Dr. Ogrin je namreč zgostil pomen domobranskega boja v sledečo lapidarno sintagmo: ohranitev tradicijskega slovenskega sveta. Besedno zvezo je pojasnil takole: niso se hoteli notranje spremeniti domobranci namreč. To je bila njihova stvar, ohraniti slovenski svet svojega izvora, svoje sidro, istovetnost. Na začetku govora je uvid zavezanosti tega boja katoliške Slovenije zoper revolucijo, ki je bil seveda tudi boj Blaženega Grozdeta in dr. Strleta, ubesedil še takole: ukoreninjeni so bili v slovensko katoliško omiko, ki jim je v stoletjih s posvečevanjem nedelje, s prazniki, blagoslovi in običaji, s pesmijo in delom izoblikovala zavest o tem, kdo so, zavest o pripadnosti in izvoru. Tradicijska krščanska omika je našim ljudem oblikovala etično zavest o nepreklicni razliki med dobrim in zlim, idejo o večnem povračilu dobrega in zlega, zapoved delaj dobro in izogibaj se zlu in mnogo drugega, kar je nosilo in dvigovalo njihovo človečnost, tako dr. Ogrin. Kaj želim povedati, ali bolje, kako se glasi vprašanje, ki ga želim razpreti nocoj pred vami s temi tremi utrinki? Vprašanje, ki me že en čas muči in me je mučilo že v omenjenem predavanju v Ambrusu, je namreč sledeče. Kako je mogoče, da ta ista katoliška populacija, ki se je v imenu obrambe slovenske katoliške tradicije, kar je lepo izrazil Ogrin v navedenih odlomkih, zoperstavila komunistični revoluciji, ki je to tradicijo evidentno ogrožala, ni prav nič, če izpustimo neko obrobno kritičnost pri dr. Dolinarju iz emigracije in dr. Gržiniču, prav tako iz Argentine, nasprotovala nič kaj bistveno manjšemu, pač pa celo globljemu in daljnosežnejšemu ogrožanju te iste tradicije, ko je leta doživela napad od znotraj v okviru same cerkvene strukture, to je, ko se je v obdobju po drugem Vatikanskem koncilu in po nareku cerkvenega establishmenta ta ista tradicija posvečevanja nedelje, praznikov in običajev, če že ne skoraj da povsem spremenila, pa vsaj močno okrnila, kar je prav posebej jasno, če se ozremo na radikalne spremembe v liturgiji in teologiji, ki so se zgodile po koncilu in ki jih ne priznavajo le kakšni skrajni tradicionalisti, pač pa tudi sami ugledni tvorci koncilskega dogajanja, kakršen je bil papež Benedikt XVI, ki je označil koncilsko konstitucijo Gaudium et Spes za nekakšen antisilabus. Silabus je bil ta znameniti dokument Pija IX. Iz sredine 19. stoletja zoper liberalizem. In tako postavil koncilsko dogajanje v jasno nasprotje s predhodnim učenjem cerkve, ter je označil po koncilsko liturgijo za novogradnjo in s tem za nekaj celo pravi sam, pazite, Benedikt XVI, torej še kot kardinal Ratzinger, izredno škodljivega. Pa ne samo, da se je katoliški protirevolucionarni tabor ni v nobeni jasneje zaznavni obliki zoperstavljal koncilski revoluciji v cerkvi, pač pa je to revolucijo v osebi omenjenega dr. Antona Strleta, ki je veljal za enega najkonzervativnejših teologov na Slovenskem v drugi polovici 20. stoletja, popravite me, če se motim, izrecno podpiral in zagovarjal, kar je razvidno iz hvalospevov, ki jih je Strle zapel vsem glavnim koncilskim teologom, ki so zbrani v že omenjeni knjigi Teologi za prihodnost, z njimi se je tudi osebno dopisoval. Kako torej pojasniti ta paradoks slovenske katoliške protirevolucionarne zavesti, ki je dokaj odločno reagirala na oborožen napad zoper katoliško tradicijo iz strani komunistične partije, kot je to izpostavil Ogrin,
Pač pa je povsem odpovedala ob sicer nekrvavem, a po bistvu istovetnem in celo daljnosežnejšem napadu na to tradicijo, ko se je le-ta izvršil znotraj strukture cerkve in je slednjega celo aktivno ter navdušeno podpirala in menda še podpira. Menim, da je opus Aleša Ušeničnika in njegov vpliv na predvojno katolištvo ključni odgovor na to vprašanje. Ta odgovor, ki se bo marsikomu zdel, verjamem, na prvi pogled nenavaden, bi želel v tem predavanju pojasniti. Predavanje se bo zato členilo v 3 korake. Torej, najprej se bomo razgledali po širšem okviru neotomizma in njegove notranje razvejanosti, v katero se Ušeničnikova misel umešča, pri čemer bomo pozorni na odnos tega gibanja do sprememb, ki jih je prinesel drugi Vatikanski koncil. V drugem koraku si bomo gledali, kako in zakaj Ušeničnik sodi v to vrsto neotomizma, torej v tisto vrsto neotomizma, ki išče sintezo z novoveško in sicer zlasti z Descartovo filozofijo. Pri tem bomo izhajali predvsem iz njegovih lastnih besedil. V tretjem koraku pa bomo potegnili sklepe iz prvih 2 korakov in si bomo gledali, zakaj je utemeljeno trditi, vsaj po mojem mnenju, da je Ušeničnikova misel tlakovala pot slovenske receptivnosti za novel teologij, se pravi za to teologijo, ki je bila v osnovi pravzaprav koncilskih sprememb in za koncilske ter pokoncilske reforme. Torej, začnimo z neotomizmom. Skratka, Aleš Ušeničnik, kot je bilo že rečeno v uvodni besedi, je dojet kot neotomistični mislec in se je kot takega dojemal tudi sam. To najbrž velja zanj še prej kot za Janeza Janžekoviča, njegovega učenca in nadaljevalca, ker je bil Ušeničnik, kot rečeno, trdno zasidran v predvojnem katoliškem protikomunizmu, medtem ko je Janžekovič iskal poti teoretskega in praktičnega sobivanja z marksizmom. Mislim na njegove spise zbrane v knjigi Krščanstvo in marksizem iz leta 1976, naprimer. Kar postavlja njegov neotomizem že v splošni percepciji v vprašljivo luč. Kaj je torej neotomizem? Gre za katoliško, filozofsko in teološko gibanje, ki se je začelo okrog leta 1850, zlasti v jezuitskih krogih in zlasti v Italiji, okrog revije Civiltà Cattolica, pa tudi v Nemčiji, zlasti v osebi patra Josefa Klojdgena. Šlo je za gibanje, v katerem so katoliški misleci reagirali na prevlado novoveške filozofije, kartezijanske, kantovske, heglovske, v družbi. Naj omenim, glede zgodovine neotomizma, da bo pravkar izšla pri družini knjiga Geralda Mekula Misel neotomistov, sem jo sam prevedel, ki je v bistvu nek tak lep, pregleden, se pravi, prikaz zgodovine neotomizma. Takega prikaza v slovenščini še nismo imeli, tudi v širšem svetu, tako niso pogosti taki prikazi. Neotomistična misel je dokaj neznana, tako da vam svetujem to knjigo v branje, ko bo išla pri družini, pravkar je v tisku. Torej, ta prevlada novoveške misli, o kateri smo govorili, je po izbruhu zlasti francoske revolucije in po revolucionarnem nasilju, ki ga je sprožila le-ta širom po Evropi, prizadela tudi cerkvene izobraževalne ustanove bogoslovja, kjer je v prvi polovici 19. stoletja vse bolj prevladovala novoveška filozofija. Ne vem, koliko je to znano, zlasti Descartova, Leibnicova in vse manj scholastika ter zlasti manj tomizem, to je filozofija in teologija svetega Tomaža Akvinskega. Omenjeni jezuitski krogi v Italiji in Nemčiji so s časoma uvideli, zlasti v Italiji, da je razlaga katoliške teologije skozi pojmovnost in nazore novoveške filozofije nemogoča. Takšno sporno razlago teologije sta v italijanskem prostoru poudarjala, pa filozofije tudi, Antonio Rosmini in Vincenzo Gioberti, v nemškem prostoru Georg Hermes, Anton Günther. Ni bila daleč od tovrstnega, zlasti s kantovsko filozofijo pogojenega podajanja, tudi misel sicer izrazito protirevolucionarnih francoskih tradicionalistov Josefa de Maistra in Louisa de Bonalda, ter nekoliko kasneje Augustena Bonnettija. Misel teh svojevrstnih mislecev, ki je bila kasneje tudi papeško obsojena pod oznakami ontologizma in fideizma, je bila problematična, ker je v svojem jedru izhajala iz temeljne predpostavke novoveške filozofije in sicer, da je temelj filozofije in človeške misli nasploh v misli o lastni misli. To je temelj novoveške filozofije.
To misel je prvi v novoveškem smislu izrazil René Descartes kot znameniti cogito ergo sum ali mislim, torej sem. Njegovo razmišljanje, Descartovo, gre nekako takole. Če se nočemo motiti, se mora naša misel začeti s tem, kar je najbolj trdno, nedvomno. Toda tudi, če bi dvomili čisto vsem, bi vendarle obstajalo nekaj, o čemer ni mogoče dvomiti. In sicer o tem, da dvomimo in da torej mislimo in da torej smo, ker ni mogoče dvomiti, ne da bi mislili in ne da bi bili najbrž. Težava omenjene novoveške, kartezijanske zastavitve filozofije, taki temeljit skratka na cogito ergo sum, je v tem, da postavlja svojo izhodiščno točko v subjekt sam, skratka v jaz, v mene, v človeka, ki misli, to je subjekt, ne? V misleči jaz, pri čemer pa ni več jasno, kako bi se lahko iz tega subjektivnega temelja, jazovskega temelja, mene samega, moje misli, mojih čutenj, mojih čustev in tako naprej, še dokopali do objektivnosti, da je tukaj pred mano recimo nekaj, kar ni moja misel in moje čustvo, ampak je recimo voda. To je za Descartesa velik problem. In za celo novoveško misel je to velik problem. Bomo videli, ne? In s tem, ko pač, se pravi, ko je ta problem, kako se dokopati iz subjektivnosti do objektivnosti, nastane tudi problem, kako se dokopati do resnice v pravem pomenu besede, ki ni odvisno od tega, kaj jaz mislim, kaj jaz čutim, kaj jaz doživljam, pač pa se nanaša na stanje stvari, kakršno je tudi izven moje misli. Ali izven mojega čutenja, ali izven mojega doživljanja. Descartes je v svojem glavnem delu meditacije, ki ste ga morda brali, je drobno, se prevere hitro, močno trudil dokopati se iz subjektivnega uvida, da mislim in da sem, do objektivne stvarnosti izven mene samega, pa mu to ni uspelo, saj se je zaplezal znameniti blodni kolobar ali circulus viciosus, kot je to jasno in prepričljivo pokazal zlasti kasneje Immanuel Kant v svoji kritiki čistega uma, kjer trdi, da če jemljemo kartezijansko zasnovo začetka filozofije čisto zares, ne moremo povedati o stvarnosti, ki Kant reče potem Ding an sich, bi rekli stvar sama na sebi ali stvarnost sama na sebi, čisto ničesar. Pač pa lahko govorimo le o tem, kako in po kakšnih strukturah se misel dogaja, oziroma se mi zdi, moji misli, da se moja misel dogaja. Omenjeni italijanski izvorni neotomistični krog, zbrano krog revije Civiltà Cattolica, ki sem ga omenil prej, in v katerem izstopata zlasti pater Matteo Liberatore in pater Luigi Taparelli d'Azeglio, se je v temelju strinjal s to kantovsko kritiko Descartove filozofije, kot se je strinjal kasneje tudi drug znameniti neotomist, Etienne Gilson, ni pa zaradi tega sprejel Kantovega sklepa, da je naši misli dostop do stvarnosti nemogoč, ker za razliko od Kanta ni sprejel kartezijanske subjektivne zasnove začetka filozofije. Liberatore in njegovi neotomistični sotrudniki so namreč odkrili v misli svetega Tomaža Akvinskega učinkovit protistrup zoper omenjeni kartezijanski subjektivizem, torej ker ne moramo ugotoviti nič o tem, ker recimo, se nahaja izven nas. In sicer so našli to v teološki sumi, tem glavnem delu svetega Tomaža Akvinskega, in sicer v prvem delu sume 85. vprašanje, 2. člen, kjer sveti Tomaž pravi sledeče, ta misel je zelo pomembna za izstop iz novoveškega subjektivizma, tako da, skratka, skušamo jo razumeti, ne? Pravi, da ni mogoče, da bi se naša misel in s tem filozofija začela kot misel o lastni misli, kot je to začel Descartes, saj bi potem bila vsaka misel resnična. Zakaj? Resnice namreč ni mogoče drugače definirati kot ujemanje misli z njenim predmetom, adekvacijo intellectus et rei, da se ujema to, kar jaz mislim, s tem, kar je izven moje misli. To je resnica. Ne? Če jaz rečem, na primer, zunaj dežuje, kaj boste naredili? Boste šli pogledati ven in boste videli, da ne dežuje, in boste ugotovili, da je moja izjava bila napačna. Ne? Bi pa bila pravilna, če bi zunaj res deževalo. Se pravi, resnica je ujemanje moje misli ali pa stavka s tem stanjem stvari izven misli in izven stavka. Adekvacijo intellectus et rei. Klasična Tomaževa definicija resnice.
In če bi torej, pazite, prvotni predmet misli bila misel sama, potem bi bila vsaka misel v temelju resnična, ker se vsaka misel ujema s seboj, saj si je istovetna. Torej, če predmet misli ni nekaj izven misli, ampak je misel sama, potem je vidno itak pač predmet misli. Ta misel je ta misel, ista svoja misel, se pravi, je ta misel vedno resnična, razumete? Ne more se nikoli zgoditi, da bi se ta misel odlepila od svojega predmeta, ker je ta predmet misel sama. In to je problem Descartove misli. Zdaj, kakšen je problem, da bi bila vsaka misel resnična? Problem bi bil sledeči. Če torej dvomimo o nečem in torej kolebamo recimo med tem, da nekaj je, ali nekaj je tako, ali nekaj ni tako, in torej nekako oboje mislimo, da ne vemo recimo, a je zunaj, ne vem, pač človek ali ga ni, pa kolebam, skratka mislim oboje, morda je, morda ni, mislim nekako oboje, bi morala po tej teoriji, Descartovski, biti oba stavka hkrati resnična. Tako stavek, da je tako, kot stavek, da ni tako. Tako stavek, da je tam zunaj Jože ali pa da ni tam zunaj Jožeta. To pa ne more seveda biti, ker bi to bilo v nasprotju z temeljnim zakonom logike in obstoja in stvarnosti sploh, to je pa zakon neprotislovnosti. Zakon neprotislovnosti, ki je, kot to razlaga že Aristotel v 4. knjigi Metafizike, med drugim tudi osnovni pogoj smiselnega izražanja. Torej, če jaz hočem nekaj smiselnega povedati, je pomembno, da povem, a je tako ali pa ni tako. Ne morem hkrati reči, da je tako pa ni tako, ker če bom rekel hkrati, da je tako in ni tako, me boste vi seveda vprašali, a je tako ali ni tako. Smiselno izražanje vedno se odloča za eno od dveh možnosti, ali da je ali pa da ni. In to je pravzaprav zakon neprotislovnosti. To zahteva zakon neprotislovnosti. Na osnovi tega uvida iz, torej, kot smo rekli, 85. vprašanja prvega dela sume, torej izvorni italijanski neotomizem utemeljeno in prepričljivo, kot vidimo, zavrne novoveško filozofijo kot svojem temelju protislovno, torej od Descarta naprej protislovno in torej nesmiselno filozofsko zgradbo, kar po svoje dokazuje po Kantu, konec koncev je Hegel, ki se na začetku svoje znanosti logike, ki jo imamo tudi prevedeno v slovenščino, prvi zvezek, začetek prvega zvezka, zaveda, da zvestoba novoveškemu filozofskemu projektu zahteva zavestno zanikanje zakona neprotislovnosti. Hegel zavestno na začetku svojega temeljnega dela zavrne zakon neprotislovnosti, ker ugotovi, da drugače pač ne bo šlo naprej s kartezijanskim projektom. In ta krog, omenjeni italijanskega neotomizma, predstavi torej Tomaževo filozofijo z omenjeno utemeljitvijo spoznavnega realizma iz 85. vprašanja kot edino pravo alternativo novoveški misli in s tem tudi kot edino možno pravo podlago katoliške teologije. S tem je italijanski neotomistični krog začel italijanski neotomistični krog vračati tomizmu tisto vlogo, ki jo je igral v katoliški teologiji pred zmedo, ki jo je vzpostavila francoska revolucija, smo videli tudi v okviru teologije, ne samo v družbi. Dokončno je, vsaj za približno stoletje, vrnil tomizem na ta položaj papež istoimenski, Leon, ampak 13. Z okrožnico Eterni Patris iz leta 1879, ki je odločno ukazala, naj se katoliški teološki študij vrne k naukom svetega Tomaža Akvinskega. Pri tem je povedno, da je sam Leon 13. izhajal iz omenjenega italijanskega neotomističnega kroga. Na rimskem kolegiju je bil, se pravi, Gioacchino Pecci, kot se je preimenoval, učenec patra Taparellija, ki smo ga že prej omenili, njegov brat Giuseppe Pecci, pa je bil sam jezuit in je bil še neposredno povezan s krogom italijanskega neotomizma. Čeprav je bil italijanski izvorni neotomizem s svojim protikartezijanskim poudarkom izhodiščno gibalo, ki je sprožilo neotomistično gibanje, je treba priznati, da ni bilo to edino gibalo v ozadju tega gibanja in tudi ne v ozadju okrožnice Eterni Patris. Opazno, čeprav bistveno bolj vprašljivo vlogo pri razvoju neotomizma so odigrali katoliški misleci, najbrž zlasti zaradi močnega vpliva, ki ga je imela novoveška misel na teološki študij v prvi polovici 19. stoletja, o čemer smo govorili, torej misleci, ki niso razumeli, poudarjam, niso razumeli povratka k tomizmu tako kot liberatore, kot italijanski neotomisti, jezuiti in tako naprej,
Torej, niso tega razumeli kot korenito zavrnitev novoveške, kartezijanske misli, mislim torej sem in tako naprej, in sicer vse do zavrnitve same kartezijanske zasnove njenega izhodišča, pač pa manj temeljito. To je kot sicer zavračanje Kantove filozofije, vendar na osnovi kartezijanskega cogito ergo sum. In s poskusom nekakšne torej sinteze med kartezijanskim začetkom in Tomaževo filozofijo. Na ta način nastane tako imenovani kartezijanski neotomizem, torej avtori, ki skušajo, torej ne preprosto zavrniti, se pravi Descartovo misel z argumenti svetega Tomaža Akvinskega, ampak iskati neko, bi rekli, sobivanje teh dveh misli. Tak nenavaden kartezijanski neotomizem, če to pač zgodovinsko je to obstaja, pojmovno pa vprašanje, če obstaja, ki se očitno ni kaj dosti izmenil za omenjeno aristotelsko tomistično utemeljitev spoznavnega realizma, o katerem smo govorili iz 85. vprašanja sume, se je pojavljal že zgodaj v 19. stoletju, pri predhodnikih neotomističnega gibanja, kakršen je bil recimo, če ste zanj že kdaj slišali, španski katoliški filozof Jaime Balmes, ki je živel med leti 1810 in 1848. Ki je utemeljeval svoj sistem ravno na Descartovem cogito ergo sum in ki ga ušeničnik rad navaja. Najbolj znan predstavnik kartezijanskega neotomizma pa je bil kasnejši belgijski kardinal Désiré Mercier, ki ga je sam Leon XIII postavil na čelo Louvainskega višjega inštituta za filozofijo, odkoder ni dajal Mercier svoj pečat le belgijskemu neotomističnemu gibanju, pač pa je močno vplival tudi na njegov splošni razvoj, saj je bil omenjeni inštitut zamišljen kot razvojna konica neotomističnega gibanja. Tudi okrožnica Aeterni Patris sama se zdi zaznamovana na nek način posredno, recimo s kartezijanskim neotomizmom, vsaj v smislu, da ga ne izključuje ali da ga celo implicitno sugerira, kot recimo stavkom, ki nekako relativizira povratek svetemu Tomažu, ki se glasi takole, torej berem iz okrožnice Aeterni Patris. Pravi takole Leon XIII. Če so scholastiki kaj raziskovali s pretirano preprostostjo ali učili s premajhnim premislekom, ali če kaj drugega, kar se ne ujema popolnoma z zanesljivimi nauki novejših časov, ali če je končno še kaj takega, ki kakorkoli ni vredno, da bi bilo sprejeto, nočemo reči, da se naj predstavi sodobnosti kot nekaj, čemur je treba slediti. Kar se sliši dokaj nedolžno, ampak bi se komu lahko namreč zazdelo, da je Descartov cogito ergo sum ravno tak zanesljiv nauk novejših časov in če je temu tako, potem v tej točki in treba več slediti svetemu Tomažu Akvinskemu, vsaj glede tistega 85. vprašanja, o katerem smo govorili prej. Mercier je na primer prav gotovo menil, da je cogito ergo sum tak zanesljiv nauk in isto je za njim ali za Balmesom menil, kot bomo videli, naš Aleš ušeničnik. Da Leon XIII ni obsodil kartezijanskega tomizma, nas ne sme čuditi, saj je bil sam v mladosti nekaj let nunci v Belgiji, kjer se je gojil kartezijanski neotomizem že pred Mercierjem. In izgleda, da je imela ta belgijska izkušnja na Leona XIII. Precejšen vpliv. Nekoliko drugače je bilo z njegovim naslednikom svetim Pijem X., čigar znamenita okrožnica Pascendi Dominici Gregis vsebuje zelo jasne protisubjektivistične poudarke, saj prepoznava prav v novoveškem subjektivizmu in agnosticizmu vir modernizma, te, kot pravi sveti Pij X., sinteze vseh herezij, ki je začela tedaj prodirati v katoliško cerkev in ki je bila v bistvu infiltracija novoveške misli v katoliško teologijo, ki se je v bistvu že začela manifestirati v omenjenih avtorjih ontologizma in fideizma, smo rekli Günther, Gioberti, Rosmini in tako naprej. A je na prelomu stoletja začela dobivati zlasti z Loisijem in Tirelom vedno bolj jasno teološko podobo. Loisi pa in Tirel sta glavna avtorja modernizma, ki se jih običajno kot taka navaja. Govorimo o modernizmu iz 19. stoletja, ki ga je svet Pij X. v glavnem seveda obsodil tistega.
Prvi, torej ta luazijevski val modernizma, so disciplinski ukrepi svetega Pija X. do dobro utišali ali celo strli. Tako da so modernistične tendence med teologi iskale novih poti, da bi se izrazile, ker so bile kar živahno na delu, ne, v duhovih nekaterih teologov takrat. Torej govorimo o začetku 20. stoletja. Ena izmed takih poti, ki je po mojem glavna, se je odprla, ko je v okviru že omenjene luvenske, torej z Luvena, neotomistične šole, jezuit pater Joseph Marešal razvil svojo vrstno razlago Tomaževe misli, ko je skušal izpeljati sintezo med tomizmom in Kantovo filozofijo. Torej ne Descartovo, ampak on celo s Kantovo filozofijo. In tako nastane tako imenovani transcendentalni tomizem. Obsodbe svetega Pija X. so bile sicer usmerjene zoper subjektivizem, ki je v temelju modernizma, niso pa bile izrecno upirjene zoper subjektivistični neotomizem, ker se je zdel tomizem, zlasti tak, kot se je razvijal v Luvenu, pod Mercijevo taktirko, varna pot, za katero je vendarle nekako jamčil sam Leon XIII. Zato so Marešalovi spisi, ki so bili v jasni kontinuiteti z Mercijejem, predstavljali relativno varen okvir, znotraj katerega so, rekli nekaznovano, teologi z modernističnimi tendencami lahko dalje razvijali svojo subjektivistično teologijo. Taki teologi so bili zlasti Henri de Lubac, Marie-Dominique Chenu, Yves Congar in kasneje Hans Urs von Balthasar in Karl Rahner, pa lahko bi jih še seveda naštevali. Tej iz Marešala izvirajoči modernistični teološki šoli pravimo s francoskim izrazom, ki sem ga že prej omenil, torej nouvelle théologie. Ko se je vodstvo cerkve zavedalo modernistične usmeritve te šole, so bili njeni avtori za časa Pija XII., se pravi času, torej po drugi svetovni vojni, sankcionirani, vendar kmalu zatem jih je Janez XXIII. Postavil kar za glavne svetovalce na drugem Vatikanskem koncilu. Tako so mu vtisnili svoj pečat, ki je šel predvsem v smer relativizacije verskih resnic, v smislu tega, da ne gre pri njih tudi za razumsko opredeljive in do neke mere celo dokazljive objektivne resnice, ki so kot take zavezujoče za vse ljudi. Subjektivistična opustitev objektivne vsebine verskih resnic, ali tako imenovana evolucija dogem, je imela za posledico poudarjanje subjektivnega doživljanja le-teh, ki je pa bilo oropano slehernega objektivnega merila in od tod so sledili dokumenti, kot sta Nostra Aetate, koncilski dokument o ekumenizmu, in Dignitatis Humanae, koncilski dokument o verski svobodi, ki se zdi, da pravita, poudarjam, da so vse vere in nazori pravzaprav enako dopustni in vodijo celo k zveličanju, in da torej imajo vse vere in nazori isto pravico, da se svobodno izražajo v državi. Kakšna je torej vloga, drugi korak, kakšna je torej vloga, ostali koraki bodo krajši, ta je bil najdaljši, če ste to preživeli, boste preživeli še ostalo. Kakšna je torej vloga Aleša Ušeničnika v prikazanem razvoju neotomizma in teologije? Gotovo je njegova vloga, kljub nekaterim posegom na mednarodni ravni, pretežno vezana na slovenski prostor. Aleš Ušeničnik je namreč deloval predvsem kot dolgoletni predavatelj na Teološki fakulteti v Ljubljani in ob tem kot pisec mnogih knjig in člankov, zbranih zlasti v tistih izbranih spisih, o katerih je govoril Grozde v odlomku navedenem na začetku tega predavanja. Pri tem pa je treba priznati, da je bil Ušeničnikov neotomizem, ki ga je oznanil svoje akademske pozicije, jasno kartezijansko zasnovan v duhu omenjenega Desireja Mercijeja iz Luvena. Da je bil torej Ušeničnik med tistimi neotomisti, ki neotomizma očitno niso razumeli predvsem kot povratka k misli svetega Tomaža Akvinskega, ampak so jo razumeli predvsem kot nekakšno izhodišče, od koder je mogoče dokaj poljubno iskati različne sinteze z novoveško mislijo, v Ušeničnikovem primeru zlasti z Descartovo mislijo. Zato nas pač ne sme čuditi, da je Ušeničnik mirno prezrl Tomažev v utemeljitev realizma iz 85. vprašanja, teološke sume, omenjeno, s tem, ko je zastavil svojo filozofijo na Descartovem cogito ergo sum. Da je bil Ušeničnikov neotomizem tak širok tomizem, navdušeno ugotavlja sam Strle v omenjenem prikazu, kjer navaja, kako, citiram, dr. Janez Janžekovič, Ušeničnikov naslednik na stolici za filozofijo na Teološki fakulteti v Ljubljani,
Pravi, na primer, glede filozofije, mišljena je filozofija, kot je prikazana v teh zvezkih, svojega prednika, torej Ušeničnika, da v njej najdemo pristno tomistično misel, pa ne okorelo, ampak živo, rastočo, ki je zmožna priličiti si vse, kar je od Tomaža naprej resničnega odkril človeški duh. Konec citata. Kaj je mišljeno s tem, da ni bil Ušeničnikov neotomizem okorel, ampak živ in rastoč, pojasnjuje Strle z nadaljnjim citiranjem Janžekoviča, in sicer, začetek citata, da bi strogi tomisti, zdaj Janžekovič in Strle bi verjetno mene imeli za strogega tomista, strogi tomisti Ušeničnika sploh ne šteli za svojega. To pravita torej Janžekovič in Strle. Da bi strogi tomisti Ušeničnika sploh ne šteli za svojega. Nasprotno, očitali bi mu, da se je preveč oddaljil od scholastične metode, da pri razporeditvi filozofskih panog ni dokazal ontologiji mesta, ki gre, in pazite, da je svoj nauk o spoznanju naslonil na Descartov cogito, ergo sum, ki vodi v filozofski idealizem, da je sploh dal kritiki noetiki prevelik poudarek, da se v Teodiceji ne drži strogo preterih Tomaževih poti. Konec citata. Hkrati, kot vidimo, Strletovega in Janžekovičevega. Torej, tu Strle citira Janžekoviča. To je zelo pomembno priznanje. Vidimo namreč, da se tako Strle kot Janžekovič, oba pomembna, vplivna profesorja na ljubljanski teološki fakulteti, tako kot pred njim Ušeničnik, strinjata, da Ušeničnik torej ni bil strog tomist, to pa pomeni, da ni dosledno upošteval Tomaževih naukov. In to niti glede tako ključnega mesta, kot je točka, na kateri temelji celotna filozofija. Oba se namreč strinjata, da je Ušeničnik tja postavil Descartov cogito ergo sum in da je taka postavitev tuja misli svetega Tomaža Akvinskega, kot smo videli. Pomembno je tudi, da oba temu pritrjujeta, češ da je tak neotomizem živ in rastoč. Toda oglejmo si sedaj Ušeničnikova besedila, kjer bo sam izpričal svoje globinsko kartezijansko netomistično prepričanje. Ker če kartezijansko ne mora biti tomistično, smo videli. Najbolj jasno lahko to preberemo v njegovi razpravi o izvestnosti, ki jo najdemo torej v 7. zvezku izbranih spisov, v okviru njegovega celovitega prikaza filozofije iz leta 1941. Takrat je to išlo. Najprej si oglejmo, kaj je po Ušeničniku tisto prvo, kar je spoznano. Pravi takole. Zberimo, Ušeničnik, to so Ušeničnikove besede, zberimo se o prvi spoznavi. Cogito ergo sum. Kaj se nam javi? Najprej prvo dejstvo. Konec citata. Pri tem navaja Balmesa in sicer takole. Za našo misel, pravi Balmes izrecno, ni nič prvotnejšega, kakor smo mi sami. Konec citata. Zdi se torej, da ni dvoma, da začenja Ušeničnik svojo filozofijo s kartezijanskim cogito, kakor potrjujeta Strle in Janžekovič. Vendar tu se morda pojavi pomislek, ker v prvem stavku je Ušeničnik rekel, da je cogito prvo dejstvo. Morda je tu mišljeno kakšno razlikovanje, ki bi obranilo tomistični značaj Ušeničnikovega stavka. Izraz spominja na eno izmed prvih Ušeničnikovih filozofskih objav, komu je Anton Mahnič daljnega leta 1891 objavil v Rimskem katoliku, imam tukaj fotokopijo, v Rimskem katoliku razpravo Izvestnost človekovega spoznanja je naslov te razprave, prve praktično filozofske objave Ušeničnikove, meni se zdi, ali bila ena še prej, za katero je Ušeničnik, ki je tedaj pravkar doktoriral v Rimu, prejel, pazite, ex equo drugo nagrado na tečaju za strokovne razprave, ki ga je Mahnič razpisal v reviji. Zanimivo, da ni dobil prve nagrade, ki jo je prejel Andrej Pavlica iz Gorice za razpravo o Kantu. Sam Ušeničnik, torej tule, pravi, da je v realnem redu, citiram, prvo dejstvo svoje bit, naj mislim, sodim, pretrjujem ali dvomim, vedno podkladam svojo bit, torej predpostavljam svojo bit. Dalje razmišlja takole. Poiščimo prvih resnic v idealnem redu, torej imamo en realni red, v tej razpravi pa en idealni red. Ter poglejmo, pravi Ušeničnik, kako se imajo proti razvidnosti. Čim dalje razkrojamo, rekli, analiziramo, resnice, tem bolj se poobčujejo. To je tako značilna slovenščina iz tistega časa, skratka se posplošujejo. Zakaj v vsakem dokazu izvajamo resnico menj občo iz bolj obče? Zato pa morajo biti one resnice, ki jih dobimo po razkroji, vede najjednostavnejše.
mislim, da je razumljivo, ne? Tako pa so, če so pojmi take pa so, če so pojmi najjednostavnejši. Če razstvarjamo, torej analiziramo pojme, pridemo naposled do pojma bitje, ens. Zato je tudi prvo načelo ono, ki sloni na tem pojmu, ki ima za podmet, se pravi za osnovo, subjekt, ne, pojem bitja, a za povedek to, kar se bitju priklada. Kakšna je oblika tega razsoda, tega stavka? To je za nas brez važnosti, stari so navadno dejali, da je to stavek prekoslovja. To je v bistvu preomenjeni zakon neprotislovnosti. Nič ne more zajedno biti in ne biti, pravi Ušeničnik v tem tekstu iz leta 1891. Ušeničnik skratka razlikuje v tem zgodnjem spisu med realnim in idealnim redom spoznanja, kot smo videli. V realnem redu je prvo spoznanje, na prvem mestu torej spoznanje o moji misli, o moji biti, bi rekli cogito ergo sum. V idealnem pa je prvo spoznanje o bitju nasploh in zakonu neprotislovnosti, ki izhaja iz njega. Zgodnji Ušeničnikov premislek je zanimiv, ker prinaša klasično tomistično pojmovanje predmeta misli. Ta predmet po Tomaževo namreč ni misel, kot bi hotel Descartes, temveč je ravno bitje, ens po latinsko. Illud kot primo cadit in apprehensione est ens. Tisto, kar prvo, torej pade v moje dojemanje, dojetje, je bitje. To preberemo v drugem delu sume. Iz njega pa sledi zakon neprotislovnosti, saj k pojmu bitja sodi, da se razlikuje od niča in da torej nekaj ne more hkrati biti in ne biti. Pater Reginald Garrigou-Lagrange, znamenit predstavnik klasičnega tomizma, torej tega pojmovanja neotomizma v smislu povratka k tomizmu proč od novoveške misli, lepo pojasnjuje v enem od svojih spisov, zakaj je spoznanje bitja in z njim povezanega zakona neprotislovnosti pred spoznanjem misli in stavka cogito ergo sum. Razlog je ta, pravi Garrigou-Lagrange, da če ne bi predpostavljali zakona neprotislovnosti pri stavku cogito ergo sum, bi potem lahko ta stavek obenem pomenil cogito ergo non sum, ali pa non cogito ergo sum, ali pa non cogito ergo non sum. Skratka, ne bi lahko po mili volji to zanikali, ne mislim, torej nisem, ne mislim, torej sem. Skratka, bi bilo itak vseeno, ker bi bilo isto, da nekaj je, ali pa da nekaj ni. Zakon neprotislovnosti je tisti, ki razlikuje, kot smo rekli, med tem, da je nekaj je in da nekaj ni. Ker pa stavek v misli, kot katerikoli stavek, predpostavlja zakon neprotislovnosti, slednji pa predpostavlja bitje, pomeni, da je treba vsemu predpostaviti spoznanje bitja, ne pa misli. Tako Garrigou-Lagrange pojasni, zakaj je za svetega Tomaža bitje prvo spoznano in ne misel. Kako pa o tem razmišlja Ušeničnik? Čeprav se zdi, da v omenjenem članku iz leta 91 iz Rimskega katolika postavlja realni red, kjer ima prvenstvo cogito, nekako vsaj na isto raven kot idealni red, kjer ima cogito absolutno prvenstvo, kjer ima ta prvenstvo bitje in zakon neprotislovnosti, pa v besedilu iz leta 41, to je pa tole, ni nobenega dvoma, da ima zanj cogito absolutno prvenstvo pred spoznanjem bitja in zakona neprotislovnosti. Pravi namreč, da se dokopljamo do pojma bitja, pazite, po refleksiji ob prvotnem spoznanju cogita. Po refleksiji pomeni ne direktno, ampak šele po nekem takem naknadnem premisleku, torej šele naknadno. Besedilo Ušeničnikovo se glasi takole. Po refleksiji ob prvi spoznavi cogito ergo sum, to je ta prva spoznava, torej po refleksiji ob tej prvi spoznavi cogito ergo sum, vidimo, kako duh to, kar izkustveno doživljamo, miselno izraža. Opazujemo tudi, kako snuje prve pojme, nekaj, bitje, misleče bitje, bitje, ki deluje po čelu dejev. To je bilo, torej konec citata iz Ušeničnika. To je prav nasproten vrstni red spoznanja od tistega, ki ga najdemo pri svetem Tomažu Akvinskem, ki takole pravi, ko primerja človeški z božjim in angelskim. Pravi sveti Tomaž takole. Drugačen pa je tisti in sicer človeški, ki ni niti svoje umevanje, kar bi veljalo za Boga, niti mu ni lastno bistvo prvotni predmet umevanja, kar bi veljalo za angela, to zdaj spustimo razlago, ne? Pač pa mu je to nekaj zunanjega. Človeškemu torej je prvotni predmet nekaj zunanjega in sicer tvarna narava stvari. Tvarna pomeni materialna. Skratka, to, kar se lahko vidi, sliši, tika, ne?
narava stvari, bistvo stvari bi rekli. Tisto torej, kar človeški prvotno spoznava, pravi sveti Tomaž, je tak predmet, drugotno spoznava sam dej, po katerem spoznava predmet, po deju pa spoznava sam To je v 87. vprašanju prvega dela sume. Spoznanje lastnega umevanja je torej pri svetem Tomažu drugotno in se dogaja po refleksiji ob spoznavi zunaj miselnega predmeta, kot to sveti Tomaž tudi izrecno pove, da po refleksiji umevamo svoje umevanje. Kaj šele svoj kaj šele sebe. Jasno, da je to pri njem tako, saj smo že omenili, da bi bilo po njegovem protislovno, če bi bil prvotni predmet naše misli, misel sama. Vendar se učeničnik očitno na ta mesta ne ozira, kakor se na nje nista ozirala niti Balmes, niti Mercier. Ne more biti torej dvoma, da kakor sta že ugotovila Strle in Janžekovič, postavlja učeničnik svoj filozofski sistem na povsem drugačne temelje od tomističnih in sicer na kartezijanske. Težave pa se s tem ne nehajo. Učeničnik je namreč prepričan, podobno kot Descartes, da je s kogitom našel trdno točko, to je citat iz učeničnika, odkoder je odprt pogled v realni in idealni svet. In misli, skratka, bom to malo skrajšal, da je možno preprosto izpeljati svet, kot si ga predstavlja sveti Tomaž, z podstatmi, pritikami, liki, tvarmi in tako naprej, vsemi temi izrazi, ki jih sveti Tomaž pobere iz Aristotela, da je možno to izpeljati iz Descartovega cogito ergo sum. To se izkaže, da ne gre. Če na kratko povzamem samo nekaj teh naukov, ker samo učeničnik ugotovi potem v bistvu, da to ne uspe, je, da pri učeničniku tudi čutne kvalitete, skratka barva, zvok, von, okus, to so te primarne čutne kvalitete, so v bistvu nekaj, kar nekaj vprašljivega, kot je to veljalo tudi za Descarta, da tudi posledično potem bistva tvarnih stvari ne moramo spoznati, oziroma da je zelo težko to spoznati, pravi, da je to, pravi, kot da bi brali klinopise, se pravi, jaz to, da ugotovim, da je tle voda, je po učeničniku, kot da bi brali klinopise. Posledično je tudi nauk o stvarni razliki med bistvom in bitjo opuščen, kar je temeljni nauk pri tomizmu, tudi glede počela posameznitve, opusti učeničnik, ali pa, če že ne opusti, recimo, da problematizira Tomažev nauk, da je to tvar, da je to materija, skratka, to vam zdaj prišparam. In vidimo, skratka, da nas ta zadeva lahko vodi pravzaprav zelo daleč, tako daleč, da pravzaprav, če malo karikiram, s tem, ko učeničnik opusti stvarno razlikovanje med bitjo in bistvom, to je zelo pomembna stvar pri svetem Tomažu Akvinskem, ker, gledajte, bit je to, da nekaj obstaja, ta stvar obstaja, pa tale, ampak ima tudi neko svoje bistvo, to je ura, to je pa voda. Zdaj, ta stvar lahko tudi neha obstajati, jaz lahko razbijem to uro in nima več biti. Lahko vzamem tudi to vodo, vodo malo težje, ampak recimo to plastenko lahko uničimo, jo skormo, recimo. Edina stvar, torej, ki ima bit v svojem bistvu, da ni mogoče ločiti bistva biti od te stvari, je seveda neka stvar, ki je večna, in to je Bog. Zato po svetem Tomažu Akvinskem edina stvar, ki ima ker je stvarna istost med bitjo in bistvom, je Bog. Vsem ostalem sta bit in bistvo stvarno ločena. Zdaj, poglejte, kako daleč vodi ta kartezijanska misel učeničnika. Torej, če mi priznamo, torej se odpovemo temu, da bi v tem, ali v meni, ali v tem mikrofonu bila bistvo in bit stvarno različna, pomeni, da je tole Bog, pa da je tole Bog, pa da je tole Bog. Pa da sem jaz Bog. Tako daleč lahko stvar gre. Ne, da to učeničnik trdi, ampak tako daleč lahko stvar gre, ko opustimo varne, tomistične nauke o, recimo, biti in bistvu. Torej, stvar nas zelo daleč pripelje, torej v neko, kot vidimo,
že miselno nemogočo stvar, seveda je to, kaj butasto reči, da je to Bog, ne? Ali pa tole, ker lahko pač razbijemo to kadarkoli, ne? Neha obstajati. Ne? Ampak ne gre tu skratka le za vprašanje, in grem v zadnji točki, kaj ostane v takem primeru od tomizma, če postavimo, kot vidimo, cogito ergo sum kartezijanski v temelj neotomističnega sistema, pač pa tudi, kar je morda celo pomembnejše, kaj ostane, vsaj na dolgi rok, od katolištva. Ponavljam, Anton Strle, eden najkonzervativnejših teologov na teološki fakulteti v drugi polovici 20. stoletja, se je imel, kot smo videli, v pomembni meri za Ušeničnikovega učenca. Naj nas torej čudi, da se je celo on ogrel za že omenjeno novel teologiji, ko je njegov učitelj umaknil iz svojega neotomizma celo vrsto ključnih naukov, po katerih prepoznamo tomizem, in ga je v svojem temelju preličil novoveški filozofiji, kot smo videli. Kaj je bilo na temeljni ravni takega pri Ušeničniku, kar bi lahko branilo Strletu, da bi se navdušil nad teologijo, novel teologiji, ki je odločno prevzela za svojo osnovo novoveško in zlasti Kantovo filozofijo, sprek Marešala? Seveda prav nič, ali skoraj nič. Zato nas tudi ne more čuditi, da Strle usporeja, pazite, usporeja Ušeničnikov odnos do svetega Tomaža z odnosom, ki so ga do angelskega učitelja, torej svetega Tomaža Akvinskega, gojili glavni tvorci novel teologij, kot je na primer že omenjeni pater Chenu. Takole piše o tem Strle, citiram. Na svetega Tomaža je Ušeničnik gledal podobno, kakor na primer svetovno znani francoski teolog, dominikanec Marie-Dominique Chenu, eden od pionirjev, ki so dolgo časa pripravljali tisto prenovitev in zlasti tisto odprtost cerkve za potrebe današnjega sveta, kakor se je izoblikovala na drugem Vatikanskem koncilu. Podobno usporeja v istem spisu Ušeničnikov odnos do tomizma z odnosom, ki so ga gojili drugi tvorci novel teologij, kot sta Congar in Rahner. Zanimivo je, da sam Strle dodaja za tem stavkom v oklepaju sledečo povedno opombo. Strle v oklepaju, citiram. Če so ponekod nastale zlorabe, ne smemo tega pripisovati koncilu. Kakor ne smemo obdolževati svetega pisma, če ga kdo zlorabi za svoje praktične ali pa teoretične zmote. Konec citata in oklepaja. Zanimivo je torej, da se je Strle zavedal, da je koncilu sledilo dolgo obdobje zlorab, da so mu sledili slabi sadovi, ki jih lahko opazujemo še s toliko večjo jasnostjo danes, ko je naše sedaj že edino bogoslovje slovensko skoraj da prazno, ko duhovniki v velikem številu odpadajo od svojega duhovniškega poklica, vsaj v zaznavnem številu, ko je katoliških zakonov vedno manj in še ti razpadajo, ko je obisk svete maše v strmem padcu, ko je spovedovanje vedno težje dostopno in se ga ljudje v glavnem ne poslužujejo, kar vzvratno kaže na nizko stopnjo resnosti pri prejemanju svetega obhajila, saj praviloma, kdor gre k sveti maši, gre dan danes avtomatično zraven še k svetemu obhajilu. Strle torej, kot že prej omenjeni kardinal Ratzinger, vidi probleme, ki so se pojavili po drugem Vatikanskem koncilu. In so torej problemi pokoncilske cerkve. Ni pa pripravljen se zamisliti v to, ali je sam koncil in teologija, ki je vodila van, denimo Chenujeva, kaj k temu prispevala. Rad bi posebej poudaril, da z moje strani, tak kritičen premislek o koncilu, da se dobro razumemo, ki ga Strle, kolikor vem, ni bil zmožen, ne vodi po sebi že v trditev, da so koncilska besedila, kot na primer že omenjeni izjavi Nostra Aetate in Dignitatis Humanae, v dejanskem neskladju s predhodnim učiteljstvom. Zadoščala bi ugotovitev, da so ta besedila tako dvoumno napisana iz razlogov, ki jih prepuščamo pač interpretaciji, da jih človek lahko ali celo najverjetneje tako da dojame, kot da so v nasprotju s predhodnim učiteljstvom. Da je temu tako, najbrž ni nobenega dvoma, saj so menda danes vsi katoličani, vključno z večino duhovnikov in škofov, prepričani, da katoliška cerkev zagovarja versko svobodo in da je torej odstopila od zahteve po katoliški državi, kjer pač ni verske svobode, ker je katoliška vera edina državna vera, in da meni, večina pravim katoličanov, škofov, duhovnikov, da je mogoče priti v nebesa tudi pripadniku nekatoliške vere ali nazora in sicer kot takemu,
ne pa, ker bi se na primer tik pred smrtjo spreobrnil, kar je vse omenjeno v nasprotju s predkoncilskim cerkvenim naukom. Pri tem je treba tudi upoštevati vprašanje o tem, ali so v besedilih drugega Vatikanskega koncila sploh vsebovane nezmotljive dokončno zavezujoče resnice. Dobro, pač o tem je spregovoril tudi Pavel VI, ne, je zagotavljal, da ni nezmotljivih izjav v koncilu, ampak to pustimo. Kakorkoli že, Strle odveže koncil in Nouvelle Théologie od vsake krivde pri vzpostavljanju stanja po njem, v katerem vera vse bolj pada. Kaj pa je odvračalo Strleta, najkonzervativnejšega teologa na Slovenskem, od takega premisleka, ki bi bil vsaj zmerno kritičen do koncila in do avtorjev Nouvelle Théologie, ki je vodila do koncila? Reklo bi se, da je imelo pri tem pomembno vlogo dejstvo, da je bil formiran v omenjenem, nenavadnem, novoveškem, kartezijanskem razumevanju tomizma, kakršnega je pri nas gojil njegov učitelj Aleš Ušeničnik, ki je prav tako ob svojem času veljal za glavnega nadaljevalca dela Antona Mahniča in s tem za najkonzervativnejšega katoliškega filozofa in teologa na Slovenskem. Naj nas torej čudi, da če je bilo tako z Ušeničnikovim učencem Strletom, da ne govorimo o kakšnih Ušeničnikovih učencih, ki so zavili v še liberalnejšo smer od Strleta, kot je bil denimo pater Vladimir Truhlar, da je bilo torej tako tudi s celotno teološko in nasploh celotno katoliško srednjo na Slovenskem. Celoten slovenski katoliški prostor je v vseh treh svojih razsežnostih, matice, zamejstva in emigracije, tako rekoč povsem nekritično sprejel po koncilsko usmeritev liberalizacije cerkvenega nauka, liturgije in življenjske prakse. Gotovo, nekateri so bili tu liberalnejši od drugih, vendar javne in jasne kritičnosti do koncila in teologije, iz katere je izhajal, tudi zmerne kritičnosti, o kateri sem govoril prej, in ki je bila kar prisotna drugod po Evropi, pri nas ni premogel preprosto nihče. Popravite me, če se motim, bom z veseljem poslušal nove podatke. Razlog za to vidim torej v tem, da je bil sam tomizem pri nas, da steber pravovernosti, že izhodiščno razumljen v novoveški in recimo kar latentno modernistični interpretaciji, kakršno je pri nas zagovarjal Aleš Ušeničnik. Dobro vprašanje pa je, ali ni bilo tako razumevanje tomizma na delu že pri Mahniču. Temu premisleku bo posvečeno predavanje, ki ga bom imel jeseni na Mahničevem simpoziju, ki ga prireja Katoliški inštitut. Zdaj pa sklep. Zdi se skratka, da je bil slovenski katoliški prostor že od zelo zgodaj, saj od prvih Ušeničnikovih spisov dalje, žrtev zmotnega, z novoveško mislijo globoko okuženega pojmovanja tomizma. To pojmovanje je utrdila pri nas zlasti predavateljska in publicistična dejavnost Ušeničnikova in njegovih učencev, Jažekoviča, Strleta, Stresa, posrednih učencev, ki so s tem tlakovali pot nekritičnemu sprejemu Nouvelle Théologie in po koncilskih sprememb na Slovenskem. Seveda so to pot na Slovenskem tlakovali tudi bistveno liberalnejši katoliški avtori, ki so se bistveno manj čutili zavezani tomizmu od Ušeničnika. Tak avtor je bil gotovo v prvi vrsti Edvard Kocbek. Problem Ušeničnika in njegove neotomistične smeri seveda ni bila v tem, da bi podpiral Kocbeka v njegovih poskusih razvijanja nekakšne predhodnice teologije osvoboditve pri nas, ko je zagovarjal nemogočo sintezo krščanstva in marksizma, čemur je bil bistveno bliže Janžekovič, pač pa je bil v tem, da ni uspel prepričljivo globinsko kontrirati Kocbekovemu modernizmu, ker je s Kocbekom vendarle delil temeljni subjektivizem novoveške misli. Lahko bi torej rekli, da je bil neuspeh katoliškega tabora v spopadu s komunistično revolucijo na bistveni ravni v tem, da ni uspel razviti resnično korenite kritike marksizma, ker se sam v osebi Aleša Ušeničnika pač ni hotel odpovedati skupnim novoveškim predpostavkam. Pri čemer bi pa rad poudaril, da ne vidim tu toliko krivde Aleša Ušeničnika samega kot osebe, kolikor dejstva, da je pač rasel v teološkem okolju, kjer so bile na delu že omenjene nejasne smernice Leona XIII., morda bo Leon XIV. Bolj jasne, upajmo, glede razvoja neotomizma, ki so dopuščale ali celo spodbujale kartezijanski tomizem luvenskega tipa, kateremu je potem Ušeničnik najbrž dobri viri, smemo upati, sledil. Skratka, če bi v Sloveniji premogli pravi tomizem, to je tak, ki bi bil zmožen radikalne kritike novoveške misli, na osnovi omenjene Tomaževe utemeljitve realizma iz teološke sume, prvi del, 85. vprašanje, drugi člen, bi verjetno bilo pri nas marsikaj drugače,
saj bi bilo manj onega stalnega drsenja naše katoliške srednje v smer politične levice, te ekspoziture novoveške misli, ki nas je pred 80 leti tako drago stalo. Iz tega pa sledi naloga za prihodnost, in sicer, da si začnemo slovenski katoličani prizadevati za spoznavanje pravega klasičnega tomizma, to je takega, kakršnega najdemo v Tomaževih besedilih samih in v prikazih njegovih klasičnih komentatorjev, ter začnemo iz njega, iz tega zanesljivega vodila pravovernosti, ozirati katoliške verske resnice. Šele ko nam bo to uspelo, bomo zanesljivo izven območja novoveških zablod in manipulacij, ter bomo lahko začeli graditi katoliško prihodnost našega naroda na trdnih temeljih katoliške tradicije. Hvala lepa. Kratko vprašanje, res kratko. To, kar se tikalo, kar se poznamo. Če bi mi res imeli tak tomizem, si rekel v svojem sklepu, v kakšnem evropskem ali pa ameriškem ali pa zahodnem kulturnem okolju tak tomizem obstaja? Ja. Recimo primer. Recimo, sedaj, v trenutnem času. No, najbolj znan je recimo ta Atomistic Institute iz Washingtona, ne? Lahko si pogledate njihove oddaje, recimo na Aquinas 101, recimo, ali pa recimo tisti patri, bi rekli, v glavnem gre za Dominikance, ne? So tudi v vodstvu sedanjega papeške univerze Angelicum v Rimu, tako da to je zagotovo ena taka, mislim, primer recimo nečesa takega. Ja, mislim, da je pač tle gotovo najdemo posameznike tu in tam, ne? Ampak mislim, da v organizirani obliki, kolikor jaz vem, je zlasti to, o čemer sem zdaj povedal. In je, da je to bolj prisotno dejansko, ne, tak povratek, tudi še pri drugih posameznikih, ki niso člani v ameriškem okolju, ki niso člani tega inštituta, je to v ameriškem okolju dosti bolj prisotno kot v evropskem. Klasični tomizem. Da bi bilo drugače, če bi tak tomizem. Ali obstaja samo na neki akademski ravni? Čakamo na levo 14. Okay. Ne, ker te stvari dejansko so se začele odpirati pravzaprav v zadnjih 10 letih, smo se prej pogovarjali, 5 letih, je še prezgodaj za sadove. Še prezgodaj. Dejansko opažamo v generalnem tomistični, recimo tako pokrajini, ne, nek povratek klasičnemu tomizmu res v zadnjem desetletju, mogoče še manj. Prosim.